Lepo pozdravljeni. Najprej bi rad razložil naslov. In sexting je področje, na katerem delam od leta 2008. Gre torej za samo proizvodnjo nespodobnih podob in tudi posledice zaradi tega. Ena od zanimivih stvari, ki sem jih ugotovil pri svojih raziskavah, in ne vem, koliko vas je staršev danes tukaj, ampak vsi, ali se pogovarjam z sodniki, z policisti, učitelji, socialnimi delavci, nevladnimi organizacijami, postanejo starši, ko se o tem pogovarjamo in pravijo, no, moj otrok tega ne bi počel. In to ni nekaj, kar bi počeli številni mladostniki, ampak to je pa nekaj, česar se zavedajo številni mladostniki. Tudi sam imam 2 otroka, stara 13 in 14 let, in nekega dne sem svojo hči peljal v šolo in govorila mi je o moji službi in o tem sva se veliko pogovarjala in rekla je, zakaj pa se temu reče sexting? In pa sem rekel, zakaj, kaj praviš? Vse to je. Pa ne, ona pravi, ne, gre zgolj za slike golote in slike lulčkov. In to je zelo prizemljena 14-letnica. Rekla je, samo 40-letniki pravijo, da je to sexting. In tako sem se počutil zelo starega in povsem odrezanega od tega, kar otroci govorijo dan danes. Ampak da, gre za zanimivo stvar in danes sem želel govoriti ne toliko o posameznih vedenjih, ampak o kontekstu. Kasija je že prej rekla, da če se želimo ukvarjati s problemom, ga moramo razumeti in to je povsem klasična resnica tukaj. Nehal sem že šteti politike, ki so mi rekli, kako lahko preprečimo mladostnikom, da sekstajo, in sem se smejal in sem rekel, da ne moremo. Kajti to ni tematika, ki bi jo lahko umestil v politiko. Ne vem, ali poznate politiko v Združenem kraljestvu na tem področju, ampak večinoma pristopi se ukvarjajo s tem, da želijo otroke naučiti, da nehajo početi takšne stvari. Če želite 14-letnika prepričati, da ne bo nehal pornografije, vam želim vso srečo, kajti mislim, da se to ne bo nikoli zgodilo. 14-letnik mi je pred časom dejal, kajti šel sem v parlament, rekel sem, kaj naj mi povem o tej temi. In je rekel, če vzameš vso pornografijo in jo nekam zakoplješ, jo bom našel. In to je bil zelo pošten odgovor. Mladostniki bodo našli takšne posnetke. Tako da mislim, da je prepovedovalni prestop zelo problematičen in tudi hkrati zelo nevaren. Kajti na ta način prenehamo razpravo z otroci. Trenutno se ukvarjam z mladostniki, in sprašujemo se, kaj lahko naredimo s temi posnetki. Se pravi, kaj lahko naredimo kot odrasli, je to, da moramo jih poslušati in to nam mladostniki povejo. Mladostnike presojamo, ne dajemo jim pa priložnost, da bi oni sami postavljali vprašanja. In to je najljubši del mojega dela. Delam različne stvari, pogovarjam se s politiki, prav tako pa veliko časa preživim z mladimi, ki govorijo o določenih spletnih aktivnostih, kako vplivajo na njihova življenja, in po mojem mnenju je to najboljši del mojega dela. Kajti če govorite o nečem težavnem, potem se srečate z težavnim vedenjem včasih. Toda na kraju bodo rekli, o tem še nismo nikoli govorili z odraslim. In mislim, da ne počnem prav nič edinstvenega, nisem prav nič poseben, ampak preprosto gre za to, da če sediš tam in poslušaš, boš od tega odnesel veliko več, kot pa to, da če jim poveš, da če bodo pošiljali svoje nespodobne slike, da bodo s tem kršili zakone. Vzemimo klasičen scenarij in 14-letnico, na katero pritiska njen 14-letni prijatelj, da naj mu pošlje svoje slike, in potem se spreta in nato potem njen fant pošlje slike vsem po šoli in zaradi tega
dekle postane žrtev in gre k svojemu učitelju in mu pove, sem žrtev zlorabe in to me zares vznemirja. Verjetno je zadnja stvar, ki jo želi slišati ta, da tega ne bi smela storiti in da je prekršila zakon. Mislim, da je o tem tudi Maggie govorila prej. Imeli smo recimo primer 12-letnice v Združenem kraljestvu, ki je prekršila zakon in bi jo morali preganjati. Gre za zelo ranljivo 12-letnico, ki je slišala, da je prekršila zakon in da bo zaradi tega morda preganjena. Ena od drugih stvari, ki jo velikokrat slišim od mladih, je to, da ko je enkrat stvar na spletu, potem se tega več ne da ustaviti. Nekaj dni je prišel domov moj sin in rekel je, da so se ukvarjali z digitalnimi odtisi in je rekel, da je to navadno sranje. Kaj misliš? Rekli so, da če rečeš svojemu prijatelju, da je neumen na spletu, potem boš zaradi tega izgubil službo čez 10 let. Ali se res o tem pogovarjate? In rekel sem mu, da ne gre, da naj o tem pogovori s svojim učiteljem naslednji dan v šoli. In to je torej kontekst, ki ga želim sedaj načeti svojo temo. Če bi me nekdo vprašal, kaj jaz raziskujem, kaj počnem, če bi vprašali mojega sina, bi rekel, da se z mladostniki pogovarjam o pornografiji in to je moja služba po mnenju mojega otroka, ali pa da se pogovarjam o sekstingu, kar je še huje. Kaj jaz počnem je, da kako tehnologija spreminja vedenje, kako ga legitimizira. Če bi to predstavitev imel pred 20 leti, verjetno ne bi govoril o samoproizvodnji nedostojnih slik in o širjenju teh podob. Ko sem bil mlajši, smo imeli polaroidne kamere, posnel si sliko, prišla je na spodnjem delu fotoaparata in tudi to je bila oblika samoproizvodnje slik pred 20 leti. Ampak seveda je bilo zelo težko narediti 200 kopij. Danes pa je zelo preprosto narediti 200 kopij digitalne slike in to se je zelo razvilo. Ko sem se začel ukvarjati z sekstingom leta 2008, so nam rekli, da se o tem ne moramo pogovarjati z mladimi, kajti to je preveč provokativno, preveč tvegano, to jih bo spodbujalo k takšnemu vedenju. In tako smo sodelovali z eno šolo, da bi upravili raziskavo, kajti nismo se mogli o tem pogovarjati z mladimi, ampak smo izvedli anketo. In tako smo se pogovarjali z mladimi in smo jim rekli, da jim želimo izvesti anketo o sekstingu. In potem je neko dekle reklo, kaj je seksting, smo jih razložili in je reklo, ja, saj to se dogaja vaš čas. In smo rekli, a res? Oprosti, a res? In je rekla, ne, saj to ne počnejo vsi, ampak ponavadi je vedno kakšna slika, ki kroži po šoli. In potem so bili učitelji presenečeni. Kaj se je zgodilo? Ali gre zgolj za krivdo interneta, tako kot menijo snovalci politik, ali pa je nekaj drugega, kar se je spremenilo glede tehnologije oziroma kako tehnologija vpliva na naše vedenje. In tukaj je bistvo moje današnje razprave. Maggie je že govorila o javnem mnenju in mislim, da na tem področju lahko govorimo, da je javno mnenje zelo zanimivo, pa tudi zaskrbljujoče. Rad bi vam dal en primer tega. Ne vem, ali poznate Jima Gambla iz Združenega kraljestva. Če bi bil prijazen, bi rekel, da ga več mediji toliko ne pokrivajo kot včasih, kajti zelo provokativen je bil zato, da bi dobil medijsko pozornost. To je bila zgodba, ki se je širila po tabloidih v mediju The Sun. Gre za zelo slab medij, vsaj po mojem mnenju, ne vem, ali ga poznate. In rekel je,
Kar potrebujemo, je vojska lovcev na pedofile, amaterska vojska, ki bo povezala takšne ljudi, ki imajo interes za otroke in jih nekako prisilila v takšno početje, na to pa bi jih aretirali. To je trend v Združenem kraljestvu. Pred dnevi smo lahko brali novico o tem, da okoli 40% ljudi groominga, 40% primerov, kjer je prišlo do groominga, je dejansko bilo prevedenih do aretacije. Če se bo nekdo pogovarjal z otrokom na spolni način, potem si to zasluži, a ne? Kakšna mislite, da bo javna reakcija na to? To je bil prvi komentar na spletni strani, kjer je bila objavljena ta zgodba. Ne bom sedaj bil preveč časa preživel glede tega komentarja. Ta oseba, Ultimate Jedi Master, je dejal, da je treba takšne ljudi nasilno napasti. Morda jim je treba odsekati glavo. In ljudem, ki bi to počeli, bi si zaslužili, da jim damo medaljo. Toda to postane še bolj problematično, ko rečemo, kaj se zgodi, kadar oseba, ki je avtor groominga, če ima razvojne težave, ali pa če je ta oseba 14-letni fant. In v številnih primerih je bilo tako, da so recimo tile lovci ugotovili, da so dejansko to otroci in takrat se stvari zapletajo. Potem je prišlo do tega, da naj poskušajo vsi loviti takšne pedofile in tukaj se stvari zapletajo. In moje delo je prav s tem povezano. Sexting je ena od tem, s katerimi se ukvarjam, ampak želim si pogledati širšo kulturo, tako kot je govorila Cassie. Če ne razumemo problema, se ne bomo nikoli pomaknili naprej. Ena od zanimivih stvari pri mojem delu od leta 2017 je ta, najprej sem se govarjal z mladimi, z fokusno skupino mladih. Na začetku svojega dela leta 2017 pa smo ugotovili, da so vedenja oziroma odnosi mladih popolnoma enaki. Čeprav smo imeli številne pobude, strategije izobraževanja, potem politike, spolno vzgojo v šolah, ugotavljamo, da to ne vpliva na mlade. Vse, kar počnemo, je to, da govorimo otrokom, da naj ne sekstajo. In da če gre nekaj na splet, potem ta ostane. In takšna razprava se mora premakniti naprej. In nekateri celo mislijo, da so otroci sami krivi, da so kar prosili za takšne zlorabe. Tukaj imam smešen primer razprave z 14-letnim fantom v naši skupini pred 2 mesecema. Fantje so imeli veliko zanimanje in govorili so, da podobe lulčkov se širijo po šoli. To se ni zgodilo, ko sem bil sam star 14 let. Ne vem, ali bi lahko nekdo rekel, ali je kdo dovolj mlad, da bi rekel, da se mu je to dogajalo v šoli. In eden od njih je rekel, včasih imamo slike na naših telefonih in potem primerjamo velikosti. In sem rekel, kaj? Ali morda ste v garderobi in to počnete? Ne, kakšna smešna stvar. In kaj je potem razlika? In potem sem rekel, zakaj pošiljajo fanti te slike? In je potem rekel fant, zato da bi dobil tudi sliko dekleta. In sem vprašal, ali to kdaj deluje? In je rekel fant, ne, nikoli. Recimo, fantje so dejali, da je morda to bilo uspešno pri starejših fantih. In pravzaprav gre za to, pri teh otrocih za to, da sami proizvedejo slike, svoje podobe. Ko je bil moj sin star 14 let, je rekel, da bi moral upraviti nekakšen govor in je rekel, da najverjetneje ne bi smel govoriti o sextingu. Rekel je, da
fantje iz šole posnamejo svoje lučke in jih pošiljajo dekletom. Torej, ti mladi na ta način želijo priti do odnosa z dekleti. Gre za 9-10-letnike. In ko se pogovarjam z njimi, mi bodo povedali, jaz imam punco, jaz imam fanta, to pomeni, da si priljubljen, da si privlačen. Torej, zato to počnejo. Ne zato, ker bi želeli sekstati, ampak zato, ker želijo priti do zveze, do odnosa. In če jim to recimo prej ni uspelo, se jim zdi, morda bo pa seks jim pomagal, kajti odrasli tudi to počnejo. V Združenem kraljestvu imamo primer poslanca, ki je poslal svojo sliko novinarki. Mislil je, da je novinarka nekdo drug, ker je bila njena profilna slika na WhatsAppu popolnoma drugačna. To je bil v bistvu novinar in ne novinarka. In ko politiki govorijo o takšnem vedenju, to se ne konča pri 18 letih, ne postanemo takrat zreli in prenehamo s tem, ampak tudi odrasli s tem nadaljujemo. Torej, kdo je kriv? Mediji krivijo internet. Ali imate X-faktor pri vas? Torej, priljubljene oddaje. Tukaj imate tudi ljudi, ki nastopajo, ki plešajo, pojejo. Gre za ranljive skupine. Gre za mainstream medije. Seveda, ja, težka pornografija je velik izziv, zelo težko jo naslovimo in ne vemo, kakšne ima dolgoročne vplive, učinke, ampak internet ni vedno kriv. Imeli smo primer v Britaniji pred leti, Adam Johnson, ki je nogometaš, precej znan, ki je spoznal 15-letnico v klubu, izmenjala sta si številke in čez nekaj časa ji je pošiljal sporočila s spolno vsebino in potem so ga obtožili spolnega napada. Ona mu ni povedala ničesar drugega, kot da je stara 15 let. On je bil aretiran, ona ga je seveda prijavila in bil je tudi obtožen. To je bil dan, ko je bila njegova obsodba objavljena na Sky News. To so komentarji javnosti, veliko slenga je tukaj, ampak tale prvi pravi, da je ta deklica spolno aktivna, kje je problem. Drugi je rekel, da je bila skoraj stara toliko, da bi že pristala na seks, zato ni nobenega problema. Študentje stari od 18 naprej so mi rekli, ko smo se pogovarjali o tem, so rekli, ona si je to nekako želela, prosila je za to. Kaj mislite, kdo je to rekel? Spol osebe, ki je to rekel? To je bila ženska študentka in sem jo vprašal, mislim, da gre za vas, za odraslo osebo, ki je nekako obsodila otroka. Ne bi smela iti v ta klub, kaj ne? Ona je kriva, da je šla v klub, da je spoznala odraslega, ki jo je spolno napadel. Joj, zdaj ste pa tako hudo opisali cel dogodek. In sem rekla, ja, seveda, saj je hudo, sem ji rekel. Gre za mladoletnico, ampak rekla je, pa saj je stara 15 let. In vprašal sem, kdaj pa mislite, da je primerna starost za soglasje, za seks? In potem je utihnila. Nekdo drug pa je rekel, da je tema neprijetna, da vse postaja neprijetno, ali gremo lahko naprej. Torej, te družbene norme, ki jih spodbujajo mediji,
so seveda se spreminjajo. Poglejte, 1600 ljudi je všečkalo tole mnenje, to prvo mnenje. Potem primer iz Združenih držav, torej dva nogometaša, študenta, ki sta napadla 16-letnico in bila obtožena za spolni napad. Nekateri so, ona jima je poslala slike, potem jih je prijavila in prijavila spolni napad. To sta dva športnika, nogometaša, pred katerima sta bili obetavni karieri. To pa so odzivi na Twitterju, torej kdo bo njo obtožil za popivanje kot mladoletnico. Torej, mislim, da če vidimo 16-letnico, ki je popolnoma pijana na zabavi, da bi želeli pomagati, ne bi pa je spolno napadli. Ali sem čuden, ker tako mislim? Morda pa bi rekli, ampak to je Twitter. Twitter ima veliko sovražnega govora, ampak poglejte, tako je poročal CNN o istem primeru. Torej, kakšna škoda, da je bila športna kariera teh dveh športnikov uničena. In o teh primerih govorim z mladimi, ker še ena zgodba iz mojega domačega kraja. 14-letnik se je razšel s svojo punco in svojemu prijatelju je poslal nespodobno sliko, njeno sliko. Rekel je, da je bilo to po nesreči. Seveda, kajti to se res vedno zgodi po nesreči, kaj ne? No, prijatelj mu je rekel, o, super, a imaš še kaj takšnih slik? In rekel, ja, seveda, če mi boš plačal, potem ti bom še poslal. In poslal mu je dejansko 78 slik, njenih slik. Torej, govorili smo o tem, da ne želimo kriminalizirati otrok, o tem, da kršijo zakone, ampak če gre za znake izkoriščanja, zlorabe, in tukaj gre res za izkoriščene bivše punce, potem mislim, da je prav, da so tile ljudje obtoženi takšnih prekrškov oziroma kaznivih dejanj. Odzivi takrat na družbenih omrežjih so bili različni. Torej, kdo bo pa njo obtožil, ker je pošiljala te slike, uničila je življenje dveh fantov, ker se je tako slikala nespodobno. Torej, mislim, da nekako ni jim uničila življenje, kajti ona dva sta te slike prodajala. Ko delam z mladimi, vedno uporabim te primere. Nikoli ne grem v razred in rečem, povejte mi, kdo seksta. Lahko pa se pogovarjamo z njimi v tem širšem kontekstu. Mislim, da je največji izziv, da nihče nima empatije do žrtve. Velikokrat rečemo, ona je to hotela. Ko govorimo o tisti pijani najstnici, ljudje pravijo, ja, ona se ne bi smela napiti. Torej, ne bi se smela napiti. Kar se mi zdi zanimivo in tukaj postanejo stvari kompleksne, žrtve ne vejo, da so žrtve in storilci ne vejo, da so storilci. K temu se bomo še vrnili in mislim, da je količina empatije pomembna. Oziroma apatije, se opravičujem. Torej neko vedenje, ki ne bi smelo biti normalno, ga zaradi apatije označimo kot normalno. Na spletu vedno vidimo ta vedenja, ki se pojavijo v najstniškem obdobju.
torej pri 11 letih nekdo gotovi, da gre za primer sextinga, ampak potem rečem, tudi v drugih šolah se to dogaja. V neki šoli so mi povedali, da sta 11-letnika, ki sta bila v zvezi, da sta si pošiljala genitalije, oziroma deklica je potem povedala mami, ki je prišla v šolo in šola je bila zgrožena. 11-letnik je naredil nekaj takšnega in vprašal sem v šoli, ali imate spolno vzgojo? Ne, nimamo, govorimo samo o razmnoževanju, o reprodukciji. Torej, kako pa naj otroci potem vemo, kaj pa, če ima nekdo starejšo sestro, ki to počne in ima uspešno zvezo, zakaj potem mlajši ne bi tudi počeli enako, če nekako ne naslovimo te tematike z njimi? Torej, šole nekako puščajo mlade na cedilu, ker jih ne učijo, kako spostaviti odnose, zveze. Torej, govorili smo o legitimizaciji, zdaj pa bomo govorili še o normalizaciji. Torej, priljubljena dekleta ne sekstajo. Delal sem na šoli, projekt na šoli pred 4 leti in ravnatelj je rekel, recimo, imeli smo primer sextinga, ampak to je naredila oseba, od katere tega ne bi pričakovali. Kaj s tem mislite? Ja, gre za nepriljubljeno osebo. Šlo je za 14-letnika, ki je rekel, priljubljena dekleta tega ne počnejo, saj jim ni treba, one že imajo fante. In to je zelo pameten komentar tega fanta. Torej, to delamo zato, ker se želimo priti v zvezo. 20-letnica je povedala to, da dela v rafineriji in veliko moških vara, kajti jaz sem tam edina ženska pod 40 let in zraven dela še 800 moških, ki flirtajo z mano, se spogledujejo, mi pošiljajo slike svojih genitalij in se potem smeje, da bi se smejala in se oni smejo temu. A res? Mislim, da gre za spolno nadlegovanje na delovnem mestu, ampak ona je sama to nekako legitimizirala. Torej, če bi prišli oni res v pisarno in bi se slikli pred njo, a bi ona rekla, prosim, ne spogleduj se z mano, rada bi delala. Mislim, da ne, rekla bo, da bo prijavila takšno dejanje. V Združenem kraljestvu, če nekomu preko mobilnega telefona pošljete sliko genitalij, ne gre za nespodobno dejanje, kajti ne gre za fizično izpostavljanje. Ampak seveda nekdo, ki ima prvo službo, ki je izpostavljen nadlegovanju, ne vidi, da je s tem nekaj narobe, kajti to pripisuje okolju. To pa je rekla 14-letna deklica. Rekla je, da je njen telefon nek ščit, ki jo ščiti pred stvarmi, ki jih vidi. In rekel sem, pred čem te ščiti? Pred slikami lulčkov. A mislim, da je to čudno? Ne, sploh ni čudno, je rekla. A pridajo tudi v učilnico in se slečajo? Ne, seveda ne, kako si neumen. To je neumnost. Ja, zakaj pa potem razlika, če to pošljajo preko telefona? Rekla je, da je telefon njen ščit. Torej, ščiti njo in tudi tistega, ki je to storil. Pogovarjamo se tudi o pomanjkanju empatije. Torej, če bi jaz Toniju rekel, Toni, tvoja srajca je grozne barve, Toni bi bil žaljen. Če pa bi na Twitterju napisal, Toni, jaz sem videl, kakšno barvo srajce ima, potem bi veliko ljudi všečkalo moj komentar
in postal bi internetna legenda. Ja, Toni, jaz mislim, da je tvoja srajca res lepa. Nočem biti nesramen do tebe. Ampak ja, na spletu zgubljamo to empatijo. Poslikal bom svoje genitalije in poslal to sliko 5 ljudem. Torej, če to delajo fantje ali dekleta, je to dejanje spet drugače sprejeto. Tukaj imamo članek iz časopisa Mail Online. Gre za delo, ki sem ga jaz napisal. Ne počnejo tega vsi, ampak vsi se zavedajo, da se to dogaja. In naslov, ki so ga dali, je sextex, torej epidemija sextinga, vsi to počnejo. Torej gre za odziv, ki ga želijo od publike, da bojo starši rekli otrokom, kaj počneš, ali ti tudi to delaš. In otroci seveda nikoli ne bi tega povedali staršem, ubili jih bodo. A bi ti povedal očetu, da ti je nekdo to poslal? Ne, on bi me ubil. Morda bi me kdo zatožil. Ne bi povedal niti, če bi mi nekdo poslal te slike, kajti starši tega ne razumejo. Torej, nočem, da me sodijo. To je odgovor otrok. Velikokrat imamo osebe, ki si tega ne želijo. Torej, neka deklica je blokirala 30 ljudi, ki so ji pošiljali slike genitalij. Nisi želela tega prejemati. Nekaj citatov, da se stvari niso spremenile, torej fantje bodo prosili za slike, bodo ženske gledali kot objekte, torej, če me ljubiš, posli mi sliko, bova postala fant in dekle, če mi pošlješ slike, vse to je izsiljevanje. Ne bi rad, da pride do stereotipov spolov, ampak so ponavadi prej žrtve in fantje so ponavadi lažje storilci. In če si pogledamo komentarje fantov, vidimo, da gre za izsiljevanje, že za nezakonito dejanje, ampak njim se to zdi normalno. Torej, imam sliko, imam tvojo sliko, ne zafrkavaj me, sicer jo bom poslal. Tudi moja kolegica Jessica se ukvarja s tem področjem. Hitro pride do takšnega izsiljevanja, vendar fantje sami tega ne vidijo kot izsiljevanja. Med najstniki v Združenem kraljestvu pravijo, da gre samo za spogledovanje, za flirtanje. V šole smo poslali navodila za preprečevanje sextinga. Svetovanje za otroke v šolah je v Britaniji nekako neuporabno, kajti nasveti so takšni kot, na primer, ne vključuj nobenega, če veš, da je to samo šala. Recimo, fant dobi sliko dekleta v spolnih pozah, potem to razpošlje naprej k svojim prijateljem in ko učitelj ga vpraša potem, pravi, to je bila samo šala. In poglejte, učitelj pogleda uradna navodila in vidi, to je bila samo šala. Rad bi videl več vključenosti, rad bi videl bolj pragmatični način za
obravnavanje takšnih težav. Kajti takšna vedenja lahko postanejo zelo problematična dolgoročno. Lahko to vodi do večje družbene sprejemljivosti, posnetkov, spolnih zlorab in izkoriščanja. Če 12-14-letniki gledajo nespodobne slike svojih vrstnikov, ali bodo tudi kot starejši radi imeli takšno spolno vedenje. Jaz jih vprašam, a boste shranili te slike? Kaj pa, ko boste stari 18? Ja, ampak potem ste odrasli, imate nespodobne slike. Ja, ampak to so moji prijatelji. Imate te dokaze. Imate dokaze, da se tako vedenje pojavlja in to vodi v zelo problematične scenarije. Nekdo, recimo nekoga, ki išče službo, nekoga, ki gre na univerzo, ki hrani recimo te slike na svojem računalniku in tako naprej. Če si ogledamo podatke Ministrstva za pravosodje v Združenem kraljestvu, gre za mladoletne prestopnike, ki imajo posnetke otrok. Vidite, da ta številka raste, ampak tukaj je treba narediti še veliko več raziskav. Zaključil bom s tem, da je to težava. Torej, mi želimo, da bi mladi prenehali s sextingom. Sexting je slab, je nezakonit, lahko vas aretirajo. Ne delajte tega. Mislim, da vsi, ki poznamo 14-letnike, bodo seveda rekli, potem pa ne bom več tega počel. Ampak gre za manifestacijo tega, da mladi želijo biti priljubljeni, da se želijo nasmejati, da želijo biti privlačni drugim. Neka učiteljica mi je rekla, da vidi razliko med fanti in dekleti, ki delajo te posnetke. Fantje to kar razpošljajo vsem, medtem ko dekleta razmišljajo o tem, že dan, dva vnaprej se pripravljajo na to, da bodo posnele svoje slike. V Združenem kraljestvu je zelo zabavno, ker imamo priporočila politikov o spolni vzgoji, torej učiti 7-letnika o spolni vzgoji, o spolnosti. Mislim, da 7-letniku lahko razložimo nekaj o spoštovanju, o tem, da ga učimo, kaj je zasebno in kaj ne. In če začnemo pri tej zgodnji starosti, sem prepričan, kajti pogovarjam se tudi s svojo hčerko, če bi moji 7-letnici nekdo rekel, da ji bo poslal, da mu naj pošlje nage slike, bi rekla, pusti me na miru. Ampak seveda zato, ker se jaz z njo o tem pogovarjam. Jaz se ukvarjam s tem področjem, še preden sem imel otroke. Ne pogovarjamo se o sextingu, ampak se pogovarjamo o spoštovanju, o sporazumu, o konsenzu, pritrditvi, privolitvi. Torej, ali je dobro, da je ta oseba poslala s to sliko? Misliš, da je to pametno? Ne. Zakaj pa misliš, da je to nekdo naredil? Rekla je, ja, morda je to nekaj običajnega. Ni varnih prostorov. Velikokrat me vprašajo, kakšna je zakonita pozicija tukaj. In rečejo mi, zapleteno je. Torej, imamo zakon, ampak ta zakon je iz leta 78 in takrat je pisalo,
ne smemo objaviti, ne smemo posneti nedostojnih slik otrok. Ampak ta zakon je že tako star, da nekako ni več relevanten v današnjem času. Potrebujemo relevantno izobraževanje od mladih let naprej. Govoril sem z mladimi, niso nikoli bili deležni spolne vzgoje. In takrat mi rečejo, ko so že najstniki, prepozno je, začeti je treba veliko prej.